Jemanje drog ima v različnih kulturah različne pomene. V razvitem svetu droge jemljemo predvsem zaradi učinka lagodja. Da pozabimo na stres, bolečino, žalost in podobno. Številni pa drogo poskusijo tudi iz radovednosti. Najbolj razširjena je seveda uporaba tobaka in alkohola, od prepovedanih drog pa marihuane, tudi konopljo, o kateri se danes tako veliko govori, pa zapravo tu prihaja do velike zmede in je treba ločiti tisto medicinsko uporabo konopljo, kjer se dobi predpisano zdravilo dobre, znane kvalitete, ne nekaj od preprodajalcev, da se ne ve, kakšna je kvaliteta in kaj sploh vsebuje ta substanca, ki ljudje v svoji stiski kupujejo. Med mladimi uživalci so trenutno precej iskane droge, ki poživljajo. Na prvem mestu trenutno je tako imenovani sladoled, to je 3-MMC, to je eden od stimulansov, tako imenovanih katinonov, in njegov učinek je seveda ravno tako lahko zelo škodljiv. Večina teh drog prihaja z tako imenovanih, bom rekel, dampinškega kitajskega trga oziroma Indije, prav predvsem iz Azije, in se prodajajo po zelo nizki ceni. Mladi jih podcenjujejo, droge so dostikrat niti ne uspejo biti še prepovedane, kajti zelo hitro se menja njihova kemična struktura, ravno z namenom, z malenkostnimi spremembami, ravno z namenom, da bi se, da jih ta prepoved ne zadane. Dodatni problem pri teh novih drogah je, da jih v zadnjem letu uporabniki začnejo vbrizgavati. Vbrizgavanje teh substanc pa seveda prinaša zopet škodljive učinke, od hudih telesnih, lahko poškodb, okvar, tudi smrtnih, in pa predvsem zopet povečanje možnosti okužbe. Raziskave kažejo, da se starostna meja uživalcev opioidov, kot je na primer heroin, viša in je okoli 38 let. Torej, tako kot povsod v Evropi je populacija opioidnih odvisnikov relativno stabilna, njihova starost narašča, s tem se pojavljajo dodatni zapleti, predvsem na področju duševnega in telesnega zdravja. Na drugi strani pa imamo vse več uporabnikov tako imenovanih novih sintetičnih drog. To so tako imenovane nove psihoaktivne substance, ki pa se močno podcenjujejo. Te snovi lahko nabavimo preko interneta ali pa preko spletnih trgovin, pa tudi kar nekaj drugih trgovin se je pojavilo v Sloveniji, in število teh novih psihoaktivnih substanc skokovito narašča, tudi mesto, kjer se jih da dobiti. V Sloveniji je mreža 18 centrov za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Poleg tega imamo tudi programe za ambulantno zdravljenje, terapevtske skupine, komune in dnevne centre. Na vseh teh programih je približno 6 do 8 tisoč ljudi. Moramo pa vedeti, da jih je tudi 1200 znanih uporabnikov prepovedanih drog v zaporih in nekje polovica njih je v substitucijskih programih, torej okoli 600. Naša ocena je nekje 10 do 12 tisoč problematičnih uživalcev drog. To so ljudje, ki jemljejo opioide ali stimulanse na kakršenkoli način ali pa katerokoli substanco vbrizgavajo. Kot smo uspeli izvedeti, naj bi bilo v program zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog vključeno tudi manjše število gluhih oseb. A zanje ni posebej razvitih programov, zato je zdravljenje večinoma neuspešno. Eden poglavitnih vzrokov za neuspeh je komunikacija med bolnikom in terapevtom, ki poteka prek tolmača.